Naš mali avto je še premajhen, da v njem sedeli lahko bi vsi. Pa jaz na strehi, pa ti na strehi, pa on na strehi, naj sedi. Ljubljano, Ljubljano, Ljubljano gremo mi, la 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 la. Ljubljani, Ljubljani so lepe ulice, na ulicah pa lepe deklice. Pa če v Ljubljani so vsi zaspani, mi bomo vso noč preplesali. Bela Ljubljana nikdar ni zaspana. Naš mali avto je še premajhen, da v njem sedeli lahko bi vsi. Pa jaz na strehi, pa ti na strehi, pa on na strehi, naj sedi. Ljubljano, Ljubljano, Ljubljano gremo mi, la 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 la. Ljubljani, Ljubljani so lepe ulice, na ulicah pa lepe deklice. Pa če v Ljubljani so vsi zaspani, mi bomo vso noč preplesali. Bela Ljubljana nikdar ni zaspana. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slovesnosti v počastitev 50 let Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, ki pa je danes svojo prisotnost moral žal upravičiti. Vas pa vse prisrčno pozdravlja in seveda želi Varstveno-delovnemu centru Tončke Hočevar vse dobro. In predlagam, da v uvodu zaploskamo za 50-letnico s 50-kratno močjo. Prisrčen pozdrav pa pošiljamo tudi vsem tistim uporabnikom, svojcem in sodelavcem Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar, ki našo slovesnost spremljate preko video povezave na sedežu VDC v Šiški in vam vsem mahamo iz Cankarjevega doma. Povejmo še, da je za obiskovalce s slušnimi aparati v dvorani na voljo indukcijska zanka in prisrčen pozdrav tudi naši tolmački slovenskega znakovnega jezika, gospe Jožici Kupljenik. Petdesetletnica delovanja Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar je nedvomno velik in pomemben jubilej. Vreden vse naše pozornosti in spoštovanja do vseh, ki ste in so k temu doprinesli. To je jubilej vreden radosti, veselja, pesmi in plesa. In zato se bomo danes z glasbo in s plesom sprehodili skozi vsa desetletja delovanja in v teh 50 letih zares ni minil niti en sam dan, da Varstveno-delovni center Tončke Hočevar vse skozi ne bi obstajal z vsem srcem in vsem svojim dihom zvest osnovnemu poslanstvu, skrbi za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Hvala lepa vokalni skupini Džezva za razigran uvod. Vidim in slišim, da vam je bila zelo všeč. Pesem v Ljubljano smo prvič lahko slišali leta 1965, ko Varstveno-delovni center Tončke Hočevar še ni obstajal. So pa že razmišljali o takšnem centru in prostor so našli v Ljubljani.
In ta še danes ostaja kot referenčni za vse ostale varstveno-delovne centre. Hvala tudi vsem vam, ki ste se na oder pripeljali s čisto posebnim avtomobilom in že začeli prikazovati različne dejavnosti, ki jih izvajate v varstveno-delovnem centru. Si zaslužijo glasen aplavz, a ne? Prav zares, glavne zvezde bodo danes, kot se spodobi, uporabniki varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar in tako se bo, kot se je širil varstveno-delovni center, širil tudi ansambel nastopajočih tukaj na tem odru in tega se neizmerno veselimo. Najprej pa zares velikim veseljem in spoštovanjem na oder vabim našo gostiteljico, direktorico varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar, gospo Nadjo Gantar, ki sem želela povedati samo še, da poleg tega, da je gospa Nadja Gantar izjemna direktorica, tako čutim in slutim, ostaja tudi kot izjemen čuteč človek. In takšni so tudi vsi zaposleni v varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar. Mar, zares mar jim je. Izvolite. Spoštovani gostje, izrekam vam dobrodošlico v imenu našega varstveno-delovnega centra. Tončkina pot je dolga pol stoletja. Zavidanja vreden je pogled na polno dvorano gostov, znanih obrazov, ki so ustvarjali uspehe na tej poti. Pomembno pri tem je poudariti, da na tej poti nismo bili sami. Opravljali smo pionirsko delo na tem področju, prispevali pomembne premike za prepoznavnost našega dela in ob tem skrbeli tudi za razvoj stroke. S hvaležnostjo se oziramo na prehojeno pot in na že dosežene rezultate. Trenutek sedanjosti nas navdaja z zadovoljstvom nad doseženim. Pogled v prihodnost pa je jasen, saj vemo, kaj in kam si želimo. Eden od uspehov je, da smo prepoznali intenzivno prizadevanje sodelavcev, ki verjamejo najprej vase, v naše cilje, v sposobnosti uporabnikov in v uspeh timskega dela. Le eden od njih je pridobitev certifikata kakovosti, na katerega smo upravičeno ponosni in smo z njim še bolj si utrdili ugled v slovenskem prostoru. Uspelo nam je povezati perspektivo zaposlenega, uporabnika, svojca in okolja, v katerem delujemo in živimo. Vsak od njih je vnesel svoja videnja, izkušnje in poglede. Pomembno je tudi, da smo si dali priložnost za učenje drug od drugega in se povezali v naših skupnih ciljih. Naš zavod je tudi učna baza mladim, ki bodo morda v tem delu prepoznali priložnost ne le za zaposlitev, ampak tudi edinstveno priložnost za pomembne življenjske izkušnje. Seveda najbolje za našo prepoznavnost poskrbijo naši uporabniki s svojimi aktivnimi udejstvovanji na različnih področjih, športnih, kulturnih in umetniških. Blagovna znamka Tončka postaja prepoznavna v slovenskem prostoru po visoko kakovostnih izdelkih, ki v sebi nosijo zgodbo o vztrajnosti in edinstvenosti. Prav tako je pomembna njihova samostojna pot v stanovanjskih skupinah in drugih bivalnih okoljih, kar je velik dosežek, saj jim omogoča v največji možni meri doživeti utrip vsakdanjega življenja. Da smo vztrajni kljub oviram, je dokaz 10-letne tradicije vključevanja v druga delovna okolja izven zavoda, kar je za nas izjemen uspeh. Našo družbeno odgovornost izkazujemo tudi skozi sodelovanje s sorodnimi organizacijami. S povezovanjem ljubljanskih VDC-jev nam je uspelo realizirati uspešen projekt skupne trgovine izdelkov Skrbovinca.
Današnja priložnost prireditev je tudi priložnost za izraz hvaležnosti in zahvale. Najprej vsem mojim zaposlenim, ki dnevno opravljajo svoje delo odgovorno, strokovno in predvsem senzibilno. Hvala vam. Poleg plačila je nagrada za naše delo nasmeh zadovoljnega uporabnika. Dragi naši uporabniki, vesela sem, da vas je večina danes tukaj, z nami v dvorani. Nekaj jih spremlja prireditev tudi v zavodu. Vi ste središče našega dela, zato je vaš prispevek v Tončkini poti tisti, ki pušča največji pečat edinstvenosti. Brez vas teh uspehov ne bi bilo. Tudi vam hvala. Hvala pa seveda tudi svojcem, skrbnikom. Dobrega sodelovanja z vami si želimo tudi v prihodnje, saj s tem delamo v dobrobit naših uporabnikov. Za razvoj vsake stroke je pomembno, da strokovnjaki združimo moči in enotno nastopimo pri oblikovanju novih razvojnih projektov in načrtov. Ob tem je seveda pomembna tudi podpora ustanovitelja našega ministrstva in drugih sorodnih organizacij. Vedno smo do sedaj našli skupen jezik in verjamem, da bo tudi sedaj, ko je priložnost za črpanje evropskih sredstev, prepoznali naše razvojne programe in nas podprli pri načrtovanju in realizaciji novih projektov. Pomembno je, da strategijo razvoja zavoda gradimo na prednostih ter odzivanju na priložnosti v okolju. Pred nami so visoki cilji, a vendar dosegljivi izzivi. Cilj v prihodnosti je jasen. VDC bo trajnostno napredoval v vlogi prepoznavne, strokovno priznane, učinkovite, uporabnikom in okolju prijazne ter poslovno uspešne ustanove, ki postavlja središče dela uporabnika in njegove potrebe. In tudi v prihodnje bodo naši koraki pogumni, vztrajni, premišljeni in usmerjeni v kakovostno izvajanje socialno-varstvenih storitev in naše zdravstvene dejavnosti. Pri vsem tem nas seveda zavezujejo pravila, pa vendar je pomemben pogum, da s pravimi odločitvami po meri uporabnika hodimo po robu in tvegamo, ker le tako postavljamo nove okvire za nove izzive. Hvala seveda tudi vsem vam, danes prisotnim v dvorani, da z nami delite današnji slavnostni trenutek radosti in veselja ob praznovanju 50-letnice. In za konec vse najboljše, Tončka. Ti zadnjič so se naši pogovarjali o živalih, ne? In vsake toliko časa en zamuka, ne? Ja. Čisto na tiho, pa jaz prav na glas. Mu, pa spet na cajtih, pa spet mu, pa prav Boris, ti, a si plemenska, a si navadna.
Najlepša hvala gospe direktorici in hvala tudi izjemnim plesalcem. Jaz mislim, da ste jim premalo glasno zaploskali. Hvala tudi koreografinji Mateji Jerebic. Slišali smo pesem Mini Maxi z iskrenimi željami za vse nas, da bi zares bilo mini gorja in maxi sreče, mini bolezni in maxi ljubezni. In s to pesmijo so bele vrane zablestele leta 1970. Mi pa se bomo z njo spomnili na prvo desetletje delovanja Varstveno-delovnega centra. Leta 1968 je bil sprejet sklep o ustanovitvi centra in do leta 1978 se je zgodilo že mnogo pomembnih, prelomnih reči. Naštejmo samo nekatere. Varstveno-delovni center Tončke Hočevar je svoja vrata najprej odprl v Vevčah, nato pa je sledila selitev na Kržičevo ulico, kasneje pa na Vodnikovo ulico v Ljubljani. Uporabniki so se usposabljali in razvijali delovne veščine za izvajanje različnih zaposlitvenih tehnik, nastajali so priložnostni izdelki. Že od vsega začetka je bilo izdelovanje mozaikov iz semenja ena od zanimivejših delovnih tehnik in semenke so še danes prepoznaven izdelek. Skratka, razvijati se je začel bogat nabor lastnega programa in kooperantskih del. Sprejet je bil tudi pravilnik o nagrajevanju uporabnikov. Še marsikaj bi lahko naštela, prepričana pa sem, da bomo z aplavzom nagradili in pozdravili tudi besede predsednice Varstveno-delovnih centrov Slovenije. Gospa Mirjana Česen, zelo se vas veselimo na odru. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli in ker je pot na oder z prve vrste precej dolga, predlagam, da za danes sklenemo dogovor in ploskamo, dokler govorniki ne pridejo pred mikrofon. Izvolite. Hvala. Spoštovani, VDC Tončka Hočevar praznuje 50 let. A skupaj s Tončko praznujemo tudi ostali VDC-ji, 32 varstveno-delovnih centrov, združenih v skupnost varstveno-delovnih centrov Slovenije, saj nas druži izvajanje iste dejavnosti. Povedano je bilo že, pa najbrž bo še večkrat, da začetki segajo seveda 50 let nazaj, je bilo leto 1968, ko je takratni Republiški komite Zveze društev za pomoč duševno prizadetim ustanovil demonstrativno-eksperimentalni center, katerega osnovna vsebina je bila pravzaprav varstvo in zaposlitev. Kaj kmalu se je pokazalo, da to seveda ne zadošča, predvsem seveda skozi potrebe uporabnikov, pa tudi njihovih družin oziroma svojcev. Začele so se razvijati nove vsebine, nove oblike dela in vse te spremembe, pravzaprav konceptualne, strokovne podlage so pripeljale do tega, da se je spremenila tudi, so se spremenili predpisi in zakonodaja. Leta 1993 je ustanoviteljstvo nad varstveno-delovnimi centri prevzela Republika Slovenija in po celotnem slovenskem prostoru vzpostavila mrežo varstveno-delovnih centrov z namenom enakopravne dostopnosti svojim uporabnikom oziroma uporabnikom storitve. Ves ta čas pravzaprav je bil narejen resnično velik razvoj. Seveda, veliko število centrov oziroma varstveno-delovnih centrov nas je na nek način prisililo v sodelovanje, v izmenjavo dobrih praks, izkušenj in pa seveda strokovnih podlag. Tukaj ima pravzaprav Tončka Hočevar še posebno mesto, namreč od ustanovitve skupnosti varstveno-delovnih centrov je sedež skupnosti prav na naslovu VDC Tončke Hočevar na Vodnikovi 56.
To priložnost pravzaprav v imenu vseh članov skupnosti varstveno-delovnih centrov izkoriščam za iskreno zahvalo v vseh letih za vse tople sprejeme, gostoljubje, priložnost, da smo se lahko srečevali tako z namenom izmenjave strokovnih podlag, kot seveda tudi včasih za manj formalne, prijetne in pa seveda tudi izobraževalne. Upam, da se to tudi v prihodnje ne bo spremenilo. 50 let je pravzaprav tudi priložnost za razmislek o našem razvoju in o naši vlogi. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje vsak s svojim prispevkom znali prispevati v naš skupni uspeh. Bolj kot kdajkoli potrebujemo fleksibilnost in izvirno misel. In naj ob tej ali s to mislijo čestitam Tončki ob 50. obletnici delovanja, vodstvu, zaposlenim, uporabnikom in pa vsem tistim, katerih življenje se dnevno prepleta z delovanjem Tončke. Čestitamo. Ljubljani za Ljubljanico najde vsak, kar si želi, tam skrije med svetlice, te Julija bar. Če si zaljubljen, če si mlada, čez leto in čez dan prišel boš tja z nevesto na magistrat. Če Šušterski most, če Šušterski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost, če Šušterski most. Ljubljani za Ljubljanico najde vsak, kar išče, tam za večerjo vitesko puna leta. Maček cvička rdečega in čez mačkom greš od tam, lahko potunkaš glavo rovo vodnjak. Če Šušterski most, če Šušterski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost, če Šušterski most. La 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 la. Ljubljani za Ljubljanico najde vsak, kar išče, fant z ulico, most cviček in lun na balkon. Največjo knjigo učenjak, mini krilo deklica, še tole svojo pesem našla sem tam. Če Šušterski most, če Šušterski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost, če Šušterski most. Če Šušterski most, če Šušterski most, če Šušterski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost, če Šušterski most. La 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 la. Aha! La 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 la.
Takole, dober večer tudi v najnem imenu. Lepo zdrav, moje ime je Juš. Moje ime je Miha. Ja, in midva prihajava iz gledališke skupine VDC Tončke Hočevar. Ne, tako, Miha? Tako je. Ja. In sicer mi smo to poletje zelo pridno trenirali. Tako je. Ja. In smo se ukvarjali z improvizacijskim gledališčem. Kar pomeni, da kar boste danes videli na odru od naše gledališke skupine, ni nič vnaprej pripravljeno. Ne. A ne? Ideje bodo švigale in bomo videli, kako spontani smo lahko. A ne? Seveda. Super. Dajva kar povabiti naše kolege gor, gledališka skupina, če se nam pripravite tukaj, le postavite v eno lepo vrsto. Tako. Jaz vam pa povem, kaj bomo najprej počeli. Leta 1973, a se vidimo vsi? Vse, super. Leta 1973 so v VDC Tončke Hočevar organizirali tudi prvo poletno letovanje in mi imamo tudi zelo radi letovanje, ne Miha? Seveda. Miha, povej mi, a ti rad dobiš kakšno razglednico, če gre kdo na počitnice, pa da ti jo pošle? Ja, absolutno. Zelo rad. Seveda. Super. No, da boste tudi vi dobili kakšno razglednico, bojo poskrbeli naši gledališčniki in sicer bomo naredili ene dve razglednici iz različnih krajev, vsak bo v svoji vlogi, naredili bomo eno fotografijo, klik na 3-4 zdaj in potem bomo videli, kaj so se spomnili v tem trenutku in bodo odimprovizirali naši gledališčniki. Kar manj kar pridimo naprej, tako da se te bo videli. Super. Dobro, da bo pa stvar zares improvizirana, da ne boste rekli, da smo se mi kaj naprej zmenili, bom prosil Blaža, če nam da mečkan luči v dvorano. Bomo kar vzeli en predlog, a ne? Takole mečkam vidimo, aha, komu ćemo reči. Recimo, tamle gospa, ki imate take žareče lase, povejte mi, kam vi radi, kaj hodite na počitnice? Samo morje, super. Bomo naredili eno razglednico na morju, Miha, kaj je vse na morju? Okay. Ja, seveda, Juž, na morju je seveda ima nekdo plava, nekdo skače, nekdo se sonči, nekdo tudi tiči, seveda. Tiči? Galebi kakšni? Galebi, ja, labodi. Ja, okay, prav, super. Pa seveda nekdo streže pijačo, ja? Pa tudi se počne kakšne norosti. Norosti, ja, ok, super. Dajmo to pogledati, skratka, videli bomo fotografijo, na kateri se plava, potaplja, ptiči smo rekli, ne? Kdo se sonči in tudi kakšne norosti. Prav, dajmo narediti fotografijo, 3, 4, zdaj, klik! Evo, naši improvizatori zamrznajo in gremo kar pogledati, kaj so si izbrali. Boštjan, kaj si ti? Strežnik. Strežnik, seveda, ja, strežen. Kdo? Super, Maja, kaj si ti izbrala? Galeb, super. Pa Marinka? Na morje. Na morje, ja, ti pa surfaš, se mi zdi, tako proti morju. Super, super. Ok, lahko se sprostite, super, ja. Dajmo še eno vzeti. Recimo vi, gospod, v prvi vrsti, kam pa vi radi hodite? Pa ne reč na morje, prosim. V hribe, v hribe. V hribih. Kaj pa je v hribih, Miha? Ja, seveda, v hribih imamo kakšnega planinca. Planince? Pa seveda nekdo, ki tudi je malco, seveda. Aha, ja, malce najpomembnejše. Ja, seveda, ja. Ja. Pa tudi nekaj ima neopokojniške palce, Aha. pa primerno butev, seveda. Aha. Pa seveda so hribi, pa tudi kakšni ptiči. Pa tudi spet ga že. Super. Ok, imamo skratka hribe, nekdo hod, kakšen sendvič bomo jedli, kakšne ptiče imamo spet, na 3-4 zdaj naredimo razglednico z gora, 3-4 zdaj, klik, pa zamrznemo, kjer ptič si ti, Anja? Lastovica. Lastovica, zelo lepo. Grem tjale do Igorja, on ima eno zanimivo pozo, kaj si pa ti? Jaz sem planinc. Planinc, super, pa ti, Jože? Imamo hrbet Na hrbtnik, a ne? Ja, na hrbtnik. Mislim, da je zelo težak, glede na to, koliko se Boge revež sklanja. Dajmo en aplavz našo gledališko skupino. Lahko se usedete nazaj na svoje mesta. Jaz upam, da bo tudi midva kdaj taka razglednica dobila z morja ali pa s hriba. Mogoče res. Bova videla. Dobro, mi se še vrnemo, vmes pa gremo v Šiško, kjer je tudi sedež VDC Tončke Hočevar, pogledat, če je tam. Kaj odprtega? Se vidimo. Mesto utonilo je v mrak, zdaj spi že vsak lojalen rojak, a zmeraj se jih najde eno par, ki ni jim dosti te dežele čar. Je v Šiški še kaj odprtega, a v Šiški še kdo da? Je v Šiški še kaj odprtega, a v Šiški še kdo da?
o praznikih, o delovnih dneh, o zimskih in poletnih nočeh. Na vsakem koncu mesta se zdi, da ni bolj radovednih ljudi. Je v Mostah še kaj odprtega, a v Mostah še kdo da? Je v Mostah še kaj odprtega, a v Mostah še kdo da? Najlepša hvala za res izjemnim plesalcem in improvizatorjem. Se strinjate z mano, a ne? Hvala tudi prijatelju Jušu Milčinskemu. Ja, slišali smo pesem Je v Šiški še kaj odprtega in v Šiški je sedež imenitnega varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar. Verjamem pa tudi, da se pristojni pri iskanju prepotrebnih tovrstnih novih lokacij sprašujejo, če je še kje kaj odprtega. In po tej pesmi, ki je bila hit 80-ih let, se spomnimo tudi tistega obdobja. Podeljena so bila prva priznanja uporabnikom za 10 let vključenosti v delavnice, organizirana so bila prva letovanja na morju in v hribih, izvajati se je začelo institucionalno varstvo v Zeleni jami. Prvič je bil organiziran zdaj že tradicionalni dan VDC in začelo je rasti tudi število vključenih uporabnikov v obeh storitvah. Na imenitno delovanje varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar v zgodovini in tudi v sedanjosti, pa prav gotovo tudi v prihodnosti, so ponosni tudi na Mestni občini Ljubljana. In k besedi zdaj z velikim veseljem in spoštovanjem vabim cenjenega podžupana gospoda Dejana Crneka. Hvala, gospod podžupan, za vaš hitri tempo. Vem, da želite aplavze prihraniti za nastopajoče na odru. Ne? Hvala. Se lepo razumemo s Brnažo. Ker je to ena taka vesela prireditev in ker se snema, bi najprej rad pozdravil svoje starše, predvsem mamo in očeta. Zdaj pa malo resno, spoštovana gospa ministrica, spoštovana gospa direktorica, spoštovani vsi zaposleni, spoštovani svojci in pa spoštovani vsi, ki danes pravzaprav res praznujete. Dovolite, da vas pozdravim v imenu našega župana, gospoda Zorana Jankoviča, ki ima tudi danes kar precej obveznosti, ampak to, kar je za nekoga malo slabo, je za druge boljši, zato me je doletela čas, da lahko jaz prispevam in sem prisoten na tej prekrasni prireditvi. Moram reči, da za Ljubljano je velika čast, da lahko že toliko let gostimo naše sokrajane, soobčane, kajti oni nam bogatijo našo Ljubljano. Bogatijo zato, ker v Ljubljani pravimo, da živimo skupaj in spoštujemo različnost. In to, kar se lahko naučimo od njih, je to, da smo iskreni v svojih čustvih, da povemo tisto, kar nam je všeč in povemo tisto, kar nam ni všeč, ampak hkrati skupaj, kar pa dokazujejo svojimi zaposlenimi, sodelujemo tako, da je vsem bolje. In če bi vsi na tem svetu, v tem mestu, pa še v drugih delali tako, verjamem, da bi bil svet boljši za vse nas. Zato smo še posebno ponosni, da smo lahko nekaterim izmed njih prav prejšnji mesec predali v uporabo novo hišo, tudi na Vodnikovi, ki je narejena po vseh najmodernejših standardih in verjamemo, da se bojo še rojevale še boljše ideje, še več idej, kot jih vidimo lahko tukaj in tudi zunaj na razstavi. Še enkrat povem, ponosen sem v imenu župana, da ste z nami
in si želim, da bi še naslednjih 50 let soustvarjali najboljše VDC-je in to pa po besedah našega župana v najlepšem mestu na svetu. Hvala lepa. Zdaj sem se spomnil, ki je zanč Vesna pravila, da sta z Mišo tam gledala ene slike od slonov, pa je rekel Mišo, olej tebe. Pa je prav Vesna, je prav, pa spa ti ta zraven. Pa prav Mišo, ne, jaz sem pa v avtu, pa te ven gledam. Lepo pozdravljeni spet v mojem imenu, gledališka skupina Krvabljeni gor, tudi Dejan, ja, tako. Še nekaj stvari smo vam za nocojšnji večer pripravili in sicer leta 1993 so v VDC Tončke Hočevar, a se vidimo vsi, vse, super, so organizirali že 3. SOS olimpijado na Pokljuki. In tudi radi imajo sicer kakšna tekmovanja, recimo Jože je skoraj polprofesionalen nogometaš, pa razne športne igre in smo rekli, dajmo tudi mi narediti eno tekmovanje, ampak prvič, ne bomo tekmovali med sabo, ampak bomo tekmovali proti času in drugič ne bomo tekmovali fizično, ampak s svojimi možgani. Poskušali bomo biti čim hitrejši s svojimi idejami. Kaj bomo naredili? Naredili bomo, dame in gospodje, svetovni rekord v verigi asociacij. Kaj zdaj to pomeni? Dobili bomo eno besedo od vas, publika, potem pa bomo nanizali asociacije in jih poskušali v 90 sekundah narediti čim več. Kaj pomeni asociacija? Če slišimo neko besedo, na katero besedo najprej pomislimo. To je asociacija. Recimo, Miha, kad ti rečem sendvič, kaj najprej pomisliš? Malca. Malca, ja, tako. Sendvič, malca. In potem bomo nizali in jih probali narediti čim več v 90 sekundah. Zakaj sem prepričan, da bo to svetovni rekord? Zato, ker tega ni še nihče na svetu poskusil. Tako da bomo ta prvi v tem. Bravo, Mija, ne? Da pa ne bo slučajno kdo od Guinnessove knjige rekordov rekel, da goljufamo, bom prosil Blaža spet, če dam mečken luči v dvorano, da se vidimo in vidimo, katera bo prva beseda. Recimo vi, gospodična, ali gospa, kakorkoli, kaj bi bila ena beseda, s katero lahko štartamo tole verigo asociacij? Proslava? Ste rekli, proslava, zelo zanimiva beseda. Dobro, hvala lepa za luč, Blaž. Matej bo štartal našo uro, da bo točno 90 sekund, na 3-4 zdaj, prva beseda pa je proslava. Dobro, smo pripravljeni? 3-4 zdaj. Miha, kaj slišiš proslava, kaj najprej pomisliš? Dogodek. Kaj slišiš dogodek, Anja? Zabava. Zabava. Branko, kaj slišiš zabava, pomisliš najprej na kaj? Piknik. Piknik, aha, super. Karmen, kaj slišiš piknik? Kaj najprej pomisliš? Ansambel, Modrijani. Na Modrijane, super. Kaj slišiš Modrijane? Jaz pa Čuke. Čuke, imamo že en tak boj. Kaj slišiš Čuki, Maja, kaj najprej pomisliš? Na pevca. Pevca, super. Kaj slišiš pevc, kaj najprej pomisliš, Igor? Ki poje. En, ki poje, super. Marinka, en, ki poje, kaj najprej pomisliš? Ples. Ples, super. Dejan, ta je zate. Kaj slišiš ples, kaj najprej pomisliš? Na smeh, ne? Smeh, super. Jože, kaj slišiš smeh, na kaj najprej pomisliš? Veselje. Grem hitro nazaj do Mihata. Nadaljujemo. Ko slišiš veselje, Miha, pomisliš na? Stand-up komedija. Stand-up komedija. Anja, kaj slišiš? Film. Film, super. Ko slišiš film, Branko, kaj najprej pomisliš? Režiser. Režiser, super, še 30 sekund imamo. Čuki. Čuki. Ja, Čuki tudi rabijo. Pa še res je, njihov pevc je brat od enega režiserja, tako da super. Čuki, ko slišiš Čuki, kaj najprej pomisliš? Na plavanje. Na plavanje, super, ja, okej. Ko slišiš plavanje, Maja, kaj najprej pomisliš? Na bazen. Na bazen, ko slišiš bazen, Igor, kaj najprej pomisliš? Da grem plavat. Da greš plavat. Marinka, še zadnja, ko greš plavat, kaj najprej pomisliš? Skok. Na skok, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dame in gospodje, priča ste bili novemu svetovnemu rekordu. V 90 sekundah smo nanizali 18 asociacij. En velik aplavz. Hvala lepa.
Hvala, gledališka skupina, še enkrat se bomo videli. Mi gremo pa vmes na majhen opere in sicer bosta z nami sopranistka Eva Pavli in pianistka Beata Barca. Vsaj poimensko bomo ostali pri športu, tole bo namreč arija Olimpije. Uživajte! Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca ni enkoli noči. Vse dneva nas ljubezen gor drži. Hiši nasprot sonca, hiši nasprot sonca, hiši nasprot sonca, nas ljubezen gor drži, nas ljubezen gor drži. V hiši nasprot sonca je 17 otrok. Pol jih nabija žogo, drugi nabijajo rog. V hiši nasprot sonca ne hod nobeno službo. In kadar ti je dolgcajt, takoj si najdeš družbo. V hiši nasprot sonca, v hiši
nasprot sonca, ni nobenih sten. Dost je ena flaša, da vratar spusti temen. Vam vidim v očeh, da se komaj zadržujete, da ne bi prišli plesati na oder zraven, kaj ne? Ja, prav zares, hiša nasprot sonca bi lahko bila tudi imenitna metafora varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar. Saj je tu vedno veliko sonca, ljubezni in pozitivnega razmišljanja. Prav ganjena sem bila, ko sem jih obiskovala, nad pristnostjo in srčnostjo njihovih objemov. In tako smo s to pesmijo prišli do 90-ih let. Takrat so se začela, kot smo lahko videli prej tudi že v svetovnem rekordu, tudi prva športna tekmovanja. Obratovati je začela prva trgovina z izdelki iz varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar na Zaloški cesti. Veselo in razigrano je bilo na zimskih olimpijskih igrah specialne olimpijade Slovenije na Pokljuki. Organizirano je bilo prvo zimovanje, uporabniki so dobili svojo knjižnico in ja, praznovala se je že 30-letnica delovanja. Vse to in še mnogo več je zaznamovalo tretjo desetletko. In preden obudimo spomine na četrto desetletko, prisluhnimo slavnostnim in skrbno izbranim besedam spoštovane ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, magistrice Ksenije Klampfer, ki jo z velikim veseljem in spoštovanjem vabim na oder. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli, gospa ministrica. Hvala. Spoštovana direktorica Nadja Gantar, spoštovani zaposleni, spoštovani uporabniki varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar, vse najboljše za vašo častitljivo 50-letnico. Okrogla obletnica je trenutek, ko se lahko veselimo o pogledu na prehojeno pot in smo vznemirjeni o pogledu naprej. V Sloveniji ste bili med pionirji v skrbi za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in med tistimi, ki ste razvijali prve zaposlitvene storitve pod posebnimi pogoji in s tem omogočali svojim uporabnikom aktivno vključevanje v okolje. Uporabnike ste ves čas spremljali takšne, kot so, jim pomagali, da so se razvijali in našli v sebi svojo pot, jim stali ob strani in jih spodbujali. V 50 letih delovanja ste na tem področju naredili pomemben strokoven razvoj, tako z vidika doktrine, kot tudi razvoja novih, diferenciranih in inovativnih oblik storitev ter številnih dobrih praks. V vašem varstveno-delovnem centru je v središču vsega posameznik. Vaše metode dela omogočajo samouresničevanje z upoštevanjem uporabnikovega razumevanja, lastne kakovosti življenja, potencialov in zadovoljevanja vseh temeljnih življenjskih potreb ter ponujajo možnosti vplivanja na lastno življenje. Vaše uporabnike obravnavate celostno in jim zagotavljate različne stopnje podpore, s katerimi se med drugimi tudi skozi delovni prispevek veča njihov občutek pripadnosti družbi in sprejetosti v okolju. V skladu s sposobnostmi dajete uporabniku možnost vključevanja, družbeno življenje in delovno okolje ter upravljanje njegovim zmožnostim primernega dela. Kot prvo ustanovljeni varstveno-delovni center v Sloveniji zagotavljate tudi dolgoletno učno bazo na tem področju in ste v zadnjih 10 letih dosegli izjemen napredek v strokovnem razvoju
ter v kakovosti storitev. Vaši uporabniki se predstavljajo s svojimi izdelki, so vključeni v procese in integrirani v okolje. Seveda pa še tako dobre metode dela ne morejo biti uspešne, če jih ne izvajamo z ljubeznijo in spoštovanjem do človeka. In tudi na tem področju ste bili ves čas odlični. Vaša požrtvovalnost, delavnost in sposobnost sprejemanja drugačnosti, služenju sočloveku so odlike, s katerimi se ustvarjate zgodbo o uspehu. In z vami to zgodbo so ustvarjajo tudi vaši uporabniki in njihovi svojci. Prav uporabniki ste tisti, ki vsem zaposlenim osmišljate njihova prizadevanja in trud. Zaradi vas zaposleni v centru niso le uslužbenci, pač pa prijatelji in sopotniki na poti življenja. To je služenje sočloveku, to je srčika in glavna ideja socialne družbe. Naj se vsem zaposlenim, uporabnikom in njihovim svojcem še enkrat zahvalim za vse, kar ste naredili za posameznika in za družbo. Verjamem tudi, da boste še naprej delovali v duhu tega varstveno-delovnih centrov, to pa je sprejeti uporabnika takšnega, kot je, mu pomagati, da se razvije in najde v sebi svojo pot, mu stati ob strani in ga spodbujati. Sprejemati vsakogar, kljub njegovi drugačnosti, je največ, kar lahko naredimo za sočloveka. Varstveno-delovni center Tončke Hočevar, hvala in srečno še naprej. Hvala lepa, spoštovana gospa ministrica. Mi pa nadaljujemo z obujanjem spominom. Tudi prehod v novo tisočletje je bil za varstveno-delovni center Tončke Hočevar poln novih znanj, spoznanj, srečevanj, dognanj, dosežkov, presežkov in pridobitev. V kvizu Lepo je biti milijonar so se zbrala donacijska sredstva za nakup terapevtskega psa. Svoja vrata so odprle nove stanovanjske skupine v Kosezah, na Litostrojski in na Fužinah. Pri Obrtni zbornici Slovenije je bil za več izdelkov lastnega programa pridobljen certifikat izdelek domače obrti. Izvajati so se začele integrirane zaposlitve v Bauhausu in tudi spletna stran zavoda je zaživela. In vmes in predtem in gotovo tudi potem se je zgodilo še 1000 pomembnih, barvitih reči, srčnih stikov in veselih vdihov. In tako bomo slišali tudi v naslednji pesmi. Je glas, je tišina, je prijetna bližina, je nekaj kot čuden nemir, je modra, je rdeča, je smeh in je sreča. Je voda, je zrak, je poskočen korak, je jutro, je dan in večer, je prvi pozdrav, se boš z mano igral. Je glas, je tišina, je prijetna bližina, je nekaj kot čuden nemir, je modra, je rdeča, je smeh in je sreča. Tako mi je, tako lepo.
ti zadnjič pa Mišo pometa okrog stare hiše, Ja. veš, pa pride Vesna pa pravi, ej Mišo, no, pa tako hitiš, da boš kar po letu, a grem lahko s tabo? Pa Mišo prav hecno reče, ja, lahko, boš ti vozila. Lepo zdrav še zadnjič v mojem imenu, gledališka skupina, kar pridružite se mi na odru, tudi ti Dejan, ja, tako. In se mečkan razporedimo po prostoru, a ne? Super. Še eno igro vam bomo pokazali, ta pa je mečkan povezana z dejavnostmi v VDC Tončke Hočevar. Ko sem jih tudi jaz obiskoval, sem videl, koliko enih različnih dejavnosti delajo in predvsem s kakšnim veseljem jih počnejo. In tudi, če je kdo predlagal kakšno dejavnost, so bili ostali zelo, zelo pozitivni do tega in so rekli, ja, dajmo to narediti. In tale igra se imenuje točno po tem, imenuje se Ja, dejmo. Kako bo izgledala? Spet bomo od občinstva prosili za en prostor, da ne boste rekli, da smo kaj vnaprej zmenjeni, potem pa bomo odimprovizirali različne dejavnosti v tem prostoru, ki ga bomo določili in vsakič, ko bo nekdo predlagal neko dejavnost, bomo ostali zaupili Ja, dejmo. Dajmo probati, 3, 4, zdaj? Ja, dejmo. Ja. Pa da ne bomo samo mi na odru, bomo prosili tudi vas, publika, da sodelujete z nami in sicer vsakič, ko jaz rečem 3, 4, zdaj, vsi probamo čim bolj na glas zaupiti Ja, dejmo. Dajmo poskusiti, 3, 4, zdaj? Tako, ja, super. Ok, mečkam luči v dvorano, pa da vidimo spet, koga bomo prosili. Recimo, tamle vas gospa z šalom, kje se vi radi nahajate, recimo? V jedilnici. Super, ok, bomo v jedilnici. Anja, kaj lahko počnemo v jedilnici? Jemo. Jemo. Pa bomo jedli. 3, 4, zdaj? Pa da vidimo, kako naši gledališčiki jejo. Super. Karmen, kaj ti ješ? Sladoled. Sladoled, ja, klasična Karmen. Najraje sladoled. Super, dobro. Pa recimo Boštjan, kaj lahko še delamo v jedilnici? Sendvič jemo. Sendvič jemo, aha. 3, 4, zdaj? Super, da vidimo sendviče. Kakšni so? Miha, kakšen sendvič imaš ti? Piščanči. Piščanči, super. Kaj pa, Branko, ti pa ne maraš preveč sendviča, ali? Ne, Branko pa ne mara glutena, veste, tako je. Se pa to. Karmen, kaj lahko še delamo v jedilnici? Kuhamo kavo. Kuhamo kavo, super. 3, 4, zdaj? Pa da vidimo, kako naši gledališčiki kuhajo kavo. Zelo zanimivo. Grem kar do Dejana, on ima eno ogromno kuhavanco. Kuhaš še za ostale kavo? Kuham, pa še pojem zraven. Še poješ zraven. Super, super. Ok, dajmo se malo sprostiti. Tako, zaenkrat dovolj jedilence, dajmo še koga vprašati. Recimo vi, gospa, kje pa vi radi kaj počnete, kakšne zanimive zadeve? Kaj radi delate? Pa vi, ja. Prav, lahko. Kar povejte. V kakšnem prostoru, recimo, radi kaj delate? V spalnici je rekel en gospod. V spalnici? Kopalnici, ok, super. Mi je bolj všeč ta predlog. Ja, dobro, gremo v kopalnico. Maja, kaj lahko vse delamo v kopalnici? Lahko pomivamo. Pomivamo, ok, dobro. 3, 4, zdaj? Pa da vidimo, kako naši gledališčniki pomika. Eni so zelo veseli, ko pomivajo. Super. Pa gremo vprašati Marinko. Marinka, kaj lahko še delamo v kopalnici? Voda. Kako? Voda. Voda. Kaj, polivamo vodo ali se tuširamo? Polivamo vodo po tleh, zakaj pa ne? 3, 4, zdaj? Polivamo vodo po tleh, evo, zakaj pa ne? Ja, sej zato pa je kopalnica. Do koga še grem? Recimo do Igorja zadaj. Igor, kaj lahko še delamo v kopalnici? Pomivamo. Pomivamo, to smo že, pa vodo smo imeli. Kaj še lahko? Brišemo šipo. Brišemo šipo, ok, super. Brišemo šipo. 3, 4, zdaj? Ja, brišemo šipo. In ker tole brisanje zgleda tudi malko mahanje, bomo s tem tudi zaključili. Dajmo en velik aplavz za našo gledališko skupino. Predlagam vam, da tudi vi danes, ko prijete domov, poskusite biti tako pozitivni. Če vam žena predlaga, dajmo ven nes smeti, ja, dajmo. Tako, zdaj pa besedo spet predajam Bernardi, tudi ona zelo lepo vodi današnji večer, tako da ji dajmo en aplavz medtem, ko prihaja na oder.
Hvala lepa. In spoštovani in spoštovane, če vam zdaj rečem, da nam do popolnega pregleda 50-letnega delovanja manjka samo še zadnje desetletje in vam predlagam, da se mu posvetimo, boste vi odgovorili? Hvala lepa. In sicer našteli bomo samo nekaj izjemnih prelomnih trenutkov. Ustanovil se je kolegij in še okrepila se je moč uporabnikov. Izšla je knjiga Žabe, stonoge in druge nadloge. Oziroma ni res, Žabe, stonoge in druge glavne vloge. Ne smemo spregledati številnih likovnih dosežkov. Z izdelki VDC je začela navduševati trgovina Skrbovinca. Varstveno-delovni center Tončke Hočevar se je začel vključevati v evropske projekte v okviru Evropske prostovoljske službe. Pridobili so certifikat kakovosti Equalin in certifikat Družini prijazno podjetje. Odprle so se nove enote, Vič, Vodnikov dvor in Vrhavci. Organiziran je bil državni plavalni turnir SOS. Izšel je zbornik zaposlitvenih programov o 45-letnici zavoda Tončkina pot in še marsikaj bi lahko našteli. A vas slišim, da že kašljate v dvorani. Vsem tem dosežkom v čast in nam v veselje naj zdaj zopet zazveni glasba. Takšna milo zveneča in dobesedno bleščeča. Glitter and be gay. Na oder zopet prihajata Eva Pavli in Beater Barca. Eva Pavli je umetnica mnogih talentov, študira solopetje in slikarstvo. Pianistka Beata Ilona Barca pa prihaja z Madžarske. Trenutno je učiteljica klavirja ter korepetitorka na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Obe pa nas bosta razveselili tukaj nocoj.
can they compensate for my fallen state? Purchased is the word such an awful cost. Bracelets, lavaliers, can they dry my tears? Can they blind my eyes to shame? Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet, of course, these trinkets are in the ring. I'm also glad my sapphire is a star. Or rather like a 20-carat ring. If I'm not pure, at least my jewels are. Enough. I'll take their diamond necklace and show my noble stuff. I'm indie and reckless. Observe how bravely I conceal the dreadful shame I feel. Po tako veselem pregledu zgodovine nam seveda ostane samo še pogled naprej. In za pogled naprej so nujno potrebne izkušnje. Največ v dvorani jih gotovo ima uporabnik, ki bo prejel priznanje za dolgoletno sodelovanje z Varstveno-delovnim centrom Tončke Hočevar. Na oder z velikim veseljem in ponosom vabim Bojana Jerkiča in seveda tudi direktorico gospo Nadjo Gantar, ki bo podelila priznanje. Mi smo res veseli, da je gospod Jerkič danes tukaj z nami. 50 let ni malo, verjamem, da se vsi strinjate z mano. Jaz vam želim, da boste še veliko prijetnih trenutkov z nami. Mi smo letos tudi v namen praznovanja 50-letnice zavoda aprila imeli posvet na temo Vsak se stara po svoje. In misel, ki mi je blizu, je resnično ta. Vsak se stara po svoje, s svojim tempom in svojim načinom. Jaz upam, da bo to pri nas še vedno prijetno. Čestitke, gospod Jerkič. Gospa direktorica, prosim, ostanite še z nami. Še nekaj besed so zapisali Bojanu v Varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar in sicer pravijo takole. Bom prebrala točno tako, kot piše. Bojan, naš zavod obiskuješ že celih 50 let, zato bi skoraj lahko rekli, da si v VDC-ju že inventar.
Uživaš v pogovorih, zaposliš se s slikanjem, zapoješ in se poveseliš, zelo rad tudi pomagaš pri kuhanju kave za uporabnike varstveno-negovalnega oddelka ter pomagaš pri zlaganju perila v nadstropju. Rad imaš svoj mir, zato se večkrat odpraviš v svojo sobo k plišastim prijateljem in dojenčkom, kjer za sabo pustiš ustvarjalni nered. Želimo ti, da boš v prihodnjih letih še poln energije in z nami še kakšno ušpičil. Gospa direktorica seveda kot izjemna direktorica ve vse, ampak nečesa pa vendarle ne veste. Za vas imamo drobno presenečenje, je rekla, vidim. In sicer vam želimo podeliti v zahvalo za uspešno vodenje centra Šopek Rož. Zato na oder vabim gospoda Slavka Bolčeviča, predstavnika zaposlenih VDC Tončke Hočevar. Spoštovani in spoštovane, ob koncu naše slovesnosti je prav, da rečemo hvala vsem vam, cenjeni gostje. Hvala vsem govorcem, hvala Džezvi, Evi Pavli, Beati Barca, Mateji Jerebic, Jušu Milčinskemu. Hvala sodelavcem Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar, ki so pripravili video anekdote, in seveda tudi hvala plesni in gledališki skupini. In ker smo se z glasbenimi uspešnicami sprehajali skozi minula desetletja, je prav, da zaključimo z uspešnico iz tega desetletja. In prav je, ker gre na nek način za rojstnodnevno zabavo, da zaključimo z nečim, kar so si zaželeli naši slavljenci. Prej smo slišali Carmen, ki je kot prvo asociacijo na besedo zabava rekla Modrijani. Zato bomo, spoštovani in spoštovane, zaključili z njihovimi glasbenimi željami. Obiskovalci v dvorani pa ste vabljeni, da pri refrenu zaplešete, tako kot nastopajoči na odru. Če znate seveda in si upate. Po tej slovesnosti vas vabimo tudi k ogledu razstave torbic v prvem preddverju. Sreče in zdravja želimo prav vsem vam, da bi na svojih življenjskih poteh vselej našli moč, da bi se obračali proti soncu. Kot se proti soncu znajo obračati uporabniki in zaposleni Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar. In kot se proti soncu znajo obračati tudi rožice. Kakor pozni cvet poletja, v vrtu mojem sadek tiš, sredi pisanega cvetja, od mlajših se mi lepša zdiš. Rad utrgal bi te nežno, ti roža moja vroči san, zaljubi za s tabo bežno, srce gori mi noč in dan. Ti, 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 moja rožica, kraljica mojega, si srca mladega. Ti, 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 moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši cvet.
kakor pozni cvet uvine, iztekel se nekoč bo čas. Ne bi rada ti brez mene, postara se telo, obraz. Preden konec bo vročine, utrgam ta dehteči cvet. Preko mu lepota mine, bo zame z njim čaroben svet. Ti, 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 moja rožica, kraljica mojega, si srca mladega. Ti, 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 moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši cvet. Ti, 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 moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši cvet, najlepši cvet. Gor in priklon. Še enkrat gor, priklon. Čakaš in priklon. Dobar je. Super. Pomašamo, gremo dol. Kar odidemo, odidemo. Hvala, mami, si moja zlata. Vidim, da si želite bis, ta sledi na 60-letnici.